Put your head up, play! Jojo, Marko, živo pozdravljen, lep pozdrav Cele, seveda, kako se imaš? Ja, zdravo, kar v redu, ravno kar sem pogledal tekmo, malo zamudo sicer, malo mi bilo žal, da sem že videl rezultati in poslušal podcast, ampak dobro, tačno tekmo treba pogledati, tudi če veš, zakaj se gre. Si že vnaprej videl rezultat in celo poslušal podcast, ponavadi vedno raje počakaš si offline, dokler ne vidiš tekme, kaj ti ni rata? Ne, zjutraj sem šel na sprehod, 1 urco in kaj češ delati kot drugo, ko poslušaš podcaste, ne? Vem, ja. Si ne moreš pomagati, ferpčnost te premaga. Jaz sem pa sinoč vstal po konci, ker je bila tekma, vsaj za naše standarde evropskih NBA navdušencev, relativno zgodaj, o 12:30 zjutraj. To se v bistvu šteje kot zgodnja tekma. Ja, vse, kar je pred eno, ja. Vse, kar je pred drugo, te Dallasove tekme ob 2:30 zjutraj so res najbolj naporne za v živo spremljati in teh tudi največ zamudim, ampak ko je pa taka zgodna in v zadnjem času je bilo nekaj še bolj zgodnih do konca sezone, nažalost samo še ena, ki bo pa ob 7 po našem času, pred zadnja tekma, mislim, da proti Bucksom, bo vsekakor vredna ogleda. Tako kot je bila tale sinočna poslastica, Marko. Res je bila fantastična tekma, užitek je bilo spremljati Luko proti Gogiju, Gogija proti Luki. Verjetno slovenski NBA fani ne bomo imeli še dolgo časa priložnosti spremljati te dvoboje, ne vemo koliko časa bo Goran še vztrajal, ampak tako kot zgleda zdaj, in to sem že nekaj časa ponavljal, samo da se mu met odpre in bo zopet dobri stari Dragon, glede na to, kako je fizično zgledal po povratku, zgleda dobro in zgleda, da bo lahko še nekaj let igral. Ampak Marko, preden greva direkt noter v tole tekmo in malo podebaterava o vsem dogajanju in kaj pomeni seveda to za naprej, bi jaz sam na hitro naše poslušalce spomnil na naše Twitter space, ki jih zadnje čase pogosto omenjamo. Tam imamo namreč redne debate in najboljša stvar teh Twitter spaceov je seveda ta, da lahko tudi vi poveste svoje mnenje, poveste, kaj zamočimo ali pa podate kakšen drugačen pogled na dogajanje. Skratka, te debate so pestre, dobre, zanimive in mislim, da tudi vredne vašega časa, zato če se nam želite pridružiti in z nami malo podebatirati, ne samo o basketu, ampak tudi o fuzbalu, pa o drugih športih. Naslov, kjer nas najdete na Twitterju, je @sportinfoc in tam boste našli tudi povezave do teh spaceov in tudi povezave do naših podcastov na YouTubu in seveda vseh ostalih platformah, Spotify, Apple, SoundCloud, Google Podcasts. Skratka, ni, prisotni smo na vseh platformah, povsod Sportinfoc in povsod bomo zelo veseli, če se naročite, če nam sledite, če nam podate kakšno oceno ali pa na YouTubu všeček. S tem nam seveda močno pomagate, Marko, zdaj, ko sem pa tole zdrdral, pa lahko zagrizeva v tole poslastico med Dončićevimi Mavericksi in Dragićevimi Netsi. In za sinočno tekmo res lahko izpostavimo oba slovenska igralca kot tista glavna, ključna, ne smemo pozabiti na Kevina Duranta, ki je imel tudi zelo dobro tekmo kljub odlični obrambi Dallasa, tudi o tem moramo malo podebatirati, ampak res je bilo lepo videti Gogija proti Luki, oba skupaj na parketu, tudi nekaj Slovencev je bilo v dvorani, ostali smo pa lahko pred televizorji in računalniki uživali v tem dvoboju. Jaz moram reči, da nisem prav užival. Sem bil prav žalosten, ko sem gledal Gorana in Luko, ko čuvate en drugega, namesto tega, da igrate v istem moštvu. Res škoda, da jih gledam v različnih ekipah, jaz sem upal, da bojo uspeli dobiti Gogija, ampak sej na koncu super je šlo, Dinwiddie je odličen igralec, mlajši od Gorana, ampak med Gorana in Luko v isti ekipi so bile tiste slovenske sanje. Ampak dobro, ne glede na to, tekma je bila res odlična, zaključil se enako kot proti Bostonu, prav neverjetno. Marko, res, skoraj da identična situacija, čeprav proti Bostonu je Luka navlekel 3 oziroma kar 4 obrambne igralce Bostona nase. Tukaj pa 2. KD je prišel pomagati, podvajati, Lukova podaja Dinwiddieju,
Goran je bil desetinko, pol sekunde prepozen pri rotaciji. Dinwiddie je zadev zelo težek met, ampak met, ki ga lahko zadane, kot je zdaj le dokazal, že ko pa si omenil seveda to melanholijo ali žalost ob spremljanju obeh slovenskih zvezdnikov. Ja, tudi mene je stisnil in v zadnjih tednih sem imel kar nekaj debat z fani Mavericksov, ki so trdili, da Dragića ne rabijo. Mislim, da bi tak Dragić vedno koristil tudi Dallas Mavericksom, tako kot koristi seveda Netsom, čeprav imajo Mavericksi sedaj malce drugačne potrebe, če bo seveda Dinwiddie do konca sezone tako igral. Preobrat, ki ga je naredil, je res neverjeten, če primerjamo njegove igre iz Washingtona in potem njegove igre sedaj. Pa ob tem tradu sem jaz dejal, Marko, ne vem, če se spomniš, ampak na tistem Spaceu, ko smo debatirali, sem rekel, da bi bil eden od najboljših argumentov za Luko kot MVP-ja ta, če bi Dinwiddie in tudi Bertans seveda začela dobro igrati poleg njega, glede na to, kako porazno in katastrofalno sta delovala v Washingtonu. Bertans, no ja, pustimo stati, ampak Dinwiddie, njegov preobrat in tudi njegove izjave po tekmi potrjujejo, da Luka pa tudi Kidu gredo tukaj zasluge, sta res opravila odlično delo in ga vključila v igro. Luka res zaupa Dinwiddiju, Kid pa tudi očitno. Ja, in ko nekomu tako zaupaš, avtomatsko igra bolje. Jaz mislim, da tega zaupanja v Washingtonu ni toliko bilo, še posebej zato, ker so želeli, da Dinwiddie dejansko svojo vlogo spremeni v moštvu, zato da lahko več meče njihov prvi zvezdnik Bill, ampak oba sta v svoji osnovi bolj shooting guarda, no, sej Dinwiddie lahko bi rekli, da je PG, ampak meni se zdi bolj tašen PG kombo, ko lahko tudi dosti zadane. In tukaj dejansko igra malo organizatorja igre, malo shooting guarda in točno ve, v katero vlogo se preleviti glede na potrebe na igrišču. To mi je zelo všeč pri njemu, ker sprejme tisto vlogo, ko mu moštvo naloži oziroma ga prosi in to izvaja res odlično. Seveda pa tega ne more biti tudi, če mu Luka ne bi pustil dejansko večkrat žogo, tako kot mu pušča, in tudi Brunson bi lahko bil žaljen nekaj tašnjega, ker so zdaj pripeljali enega novega ball handlerja, ampak Brunson se je toliko dobro naučil ob Luki igrati kot sekundarni playmaker, da nima nobenega problema to početi tudi ob Dinwiddiju, ko ima pač Din žogo. Brunson pa ima tudi dovolj solo akcij, da ne bo si mislil, ne vem, zdaj mora samo stati v kotu pa metati trojke, medtem ko Dinwiddie pa Luka napadata. Ne. Se kar zelo lepo dopolnjujejo in Dinwiddie dosti boljšo vlogo igra tle kot v Wizardih in to je vse spremenilo. Med drugim seveda tudi to, da je še boljše okreval po poškodbi. Na začetku sezone v Washingtonu je bila tista razdalja od operacije do začetka igre seveda dosti manjša, zdaj se je povečala in tudi on je dosti bolj zdrav, ampak kemija v moštvu in ta fit, kot reče Američani, očitno toliko pomeni Dinwiddiju, da je lahko to igro čisto spremenil, oziroma ne spremenil, nadgradil in se vrnil v svoje najboljša leta, ki jih je preživel v Brooklynu. Ravno o tem smo spekulirali tudi na tistem Spaceu v živo, ravno ko se je zgodil ta trade med Dallasom in Washingtonom. Ali se lahko Dinwiddie vrne v formo iz Brooklyna in kot bi rekli Američani, poetic justice, res je bilo nekako poetično sinoči, da je potem zadev ta game winner, drugi game winner zapored, zdaj še proti Brooklyn Netsom, klubu, kjer je do sedaj najbolje igral, bil tudi, bi rekli, borderline all-star igralec in Luka je sinoči po tekmi dejal, da igra kot all-star in to zaupanje, ki si ga omenil, mislim, da je ključno. Takega zaupanja Luka nikoli ni imel v Porzingisa in mimo grede, če že omenjam Porzingisa, je ravno včeraj zaokrožila ena zanimiva izjava iz članka v Sports Illustrated pogovora z Dorianom Finney-Smithom, kjer je Dorian Finney-Smith izjavil, da zdaj ni v ekipi nobenega ljubosumja več. There's no more jealousy on the team. Sicer ni konkretno omenjal nobenih imen, ampak je več kot jasno, na koga je ciljal s to izjavo.
In to so bile dostkrat debate, a je Porzingis ljubosumen na Dončića, a je to del problema v Dallas Mavericksih in na nek način je zdaj to Dorian Finney-Smith tudi potrdil. Zdaj, ko je prišel Dinwiddie, tudi Bertans, teh težav seveda ni več. Pa bi samo na hitro omenil še statistiko, ki jo nismo omenila. Luka je srečanje končal s 37 točkami, 9 skoki, 9 podajami, 54% met iz igre, 42 za 3, imel še 2 ukradeni žogi, 1 blokado. Zopet dobra obrambna predstava Luke in o tem se ne govori dovolj, o boljši obrambi Luke. Dinwiddie 22 točk, 4 skoke, 3 podaje, 3 ukradene žoge, 43% met iz igre, 33 za 3. Dinwiddie je pred tisto zmagovito trojke metal 1-5, torej zadev samo 1 od 5 poskusov. Verjetno so se tudi zato odločili neci za taktiko podvajanja Dončića in pustili ne ravno neoviran met, ampak več prostora za met Dinwiddiju. On je zadev in na koncu 22 točk, zopet preko 20 točk, to zadnje čase več ali manj konstantno mu uspeva. Jalen Brunson pa, ki sva ga tudi omenjala, ta trojica, zdaj glavni, vsaj ofenzivni motor Dallasa v tem trenutku, 18 točk, 5 skokov, 3 podaje, 53% met iz igre, 33 za 3, 1 od 3 trojke zadev. Dorian Finney-Smith kot vedno dobra obramba, tudi on je bil odgovoren za, bomo temu rekli, manj učinkovito igro Kevina Duranta, ki je srečanje končal s 23 točkami, 6 skoki, 10 podajami, te double time podvajanja Duranta je dobro reševal, tako kot to Luka še bolje počne, ampak ravno tukaj se vidi tista kvaliteta superzvezdnikov, najboljših igralcev, ki tudi če jih podvajaš, najdejo način, da so učinkoviti v tekmi, torej se sem dejal 10 podaj, 6 skokov, ampak samo 40% met iz igre, 8 od 20 metov je zadev, 2 od 5 trojk in glede na to, da je dosegel samo 23 točk, pa je v zadnjem času presegel tudi 40 in 50 točk, je to bila zelo dobra, pametna obramba. Tudi Durant je po tekmi pokomentiral, da ni pričakoval tako agresivnega podvajanja skozi celotno srečanje. Nekaj podobnega kot na zadnji tekmi proti Celticsom, kjer so pa Luko Celticsi podvajali celotno srečanje. Tokrat je pa Dallas ubral to taktiko in več kot očitno je bila uspešna. Drugi najboljši strelec v ekipi je bil Goran, po prvem polčasu je bil celo najboljši, v prvem polčasu je dosegel 14 točk, na koncu končal z 21 točkami, 4 podajami in 3 skoki, 56% met iz igre, 1 od 4 trojke zadev, škoda, da ni še ena ekstra padla, pa bi lahko tudi obrnili to zadevo, 2-2 prosti meti. Goran je na zadnjih tekmah, že pred to tekmo, dobro igral. Zgrešil je, in to sem ves čas ponavljal, greši mete, ki jih bo prej ali slej začel zadevati. Predvsem mi je bilo važno, ko sem ga spremljal, kako fizično zgleda, kako eksploziven je, kako se giba, in tukaj sem videl, da v proti napadih, prodorih še vedno deluje kot tisti dobri stari Dragon, samo tisti feeling, tisti občutek pri polaganjih in metih še ni dobil nazaj, ki ga pa lahko seveda samo z rednim igranjem, tekem in uigravanjem dobiš. In mislim, da je na tej tekmi pokazal, da se mu ta feeling počasi vrača. Je pa res, seveda, da je njegova vloga v ekipi zelo, zelo specifična. Goran je po tekmi omenil, da je večinoma navajen delovati v pick and rollu, delovati iz pick and rolla. Zdaj pa, seveda, ko igra z Durantom ali pa ko igra z Durantom in Kyriem, je njegova vloga precej drugačna. Dva izjemno dominantna ballhandlerja, ki ogromno mečeta, seveda zahtevata od takega igralca, da se prilagodi, in domnevam, da ga je tudi Nash zato želel v ekipi, ker ve, da se Goran lahko, tako kot se je
v Miamiju in v Phoenixu že predtem prilagajal na igro brez žoge, v tem je bil vedno zelo učinkovit. Čeprav je po poklicu, če tako rečemo, tisti klasični, tradicionalni organizator, oziroma dosti bliže seveda temu kot recimo Dinwiddie, ki si ga omenjal in dejal, da je bolj tisti combo guard. Goran je edini tradicionalni point guard pravzaprav v postavi Netsov in ravno takega igralca sta Kyrie in KD potrebovala zraven, namreč igralca, ki postavi napad, prenese žogo in potem po utekanju iza bloka Iverson Katu poda ali Durantu ali Kyrieju. Bi bilo pa še lepše, če bi lahko recimo z Durantom kakšen pick and roll več odigral, predvsem takrat, ko Kyrie ne bo igral. Goran je po tekmi, kot sem že omenil, dejal, da se more privaditi na to novo vlogo več igranja brez žoge in mislim, da je tukaj ciljal predvsem na to, da je teže prideti v napadalni ritem in da na taki tekmi, kjer seveda Kyrija ni, lažje to stori. Namreč, če vzamemo samo prejšnjo tekmo Netsov za primer, ko je Kyrie dosegel 60 točk, je Goran recimo vrgel samo 2 meta na celotni tekmi. Zelo vesel sem za Gorana, da je dosegel toliko točk, največ v tej sezoni in pokazal Mavericks fanom in tudi vsem drugim, predvsem Toronto fanom, da je še vedno dober igralec. Ko si omenil, da je Durant dosegel mogoče malo manj točk za njega, on odpira ogromno prostora za druge soigralce. 6 njegovih soigralcev včeraj je doseglo več kot 10 točk. Malce me skrbi, če gremo zdaj na Dallas, njihova klop. V tem trenutku imajo dejansko 7 funkcionalnih igralcev za reč, oziroma 6,5, ker Kleber igra samo v obrambi. Recimo Claxton je dosegel 13 točk, kar je 2 manj kot celotna klop Dallasa. In to me malce skrbi, da ne bodo do play-offa v prvi peterki vsi igralci Dallasa pregoreli. Zanimive so mi bile še izjave po tekmi. Durant se je malce pošalil, da je lobiral pri Kidu, da če so že plačali toliko Finney Smitha, ga pa sam drži, ne? Kaj so te double teami? Se imajo igralca, ki je zelo dober v obrambi. Ja, Duranta so te double teami očitno malo znervirali, ampak to je bilo samo dobro za Maverickse. Sej Durant je takšnih double teamov navajen, jaz ne vem, zakaj so ga znervirali. Zadnji sem poslušal to podcast, o katerem sva se malce prej pogovarjala, ko je Ryan Russillo povedal res neverjetno statistiko igralcev, ki jemljajo najtežje mete oziroma mečejo najtežje mete. Durant je drugi v ligi po najtežjih metih oziroma številu najtežjih metov, ki jih izvaja, in da lahko ima takšne procente pri tako težkih metih, po moje bo zaključil kot najboljši scoring forward vseh časov, ampak ok, pustimo zdaj to. Ko omenjaš to kvaliteto metov, player tracking, ko ocenjujejo, da Demar je bil prvi na tej lestvici, Luka četrti, tudi ni nizko. Ob tem je pa Luka tudi najbolj podvajan igralec v ligi in morda Durant vendarle ni vajen, ko si rekel, je vajen double teamov podvajan, seveda je, ampak ne pa tako intenzivnega podvajanja, kot ga je bil recimo Luka deležen proti Celticsom. In je bilo zanimivo, da se Netsi niso bolj pogosto odločili za podvajanje Luke, kar seveda pomeni, da bo avtomatično dosegel precej preko 30 točk v zadnjem času. Če ga ne podvajaš, bo imel zelo učinkovit met in obenem tudi dal preko 30 točk. V zadnjem času dejansko igra kot MVP in je nadigral zdaj le še Kevina Duranta v direktnem dvoboju, predtem Tatuma, ki je ga v zadnjem tednu nerazumljivo prehitel na MVP lestvici spletne strani NBA lige. Marko, to je bilo res izjemno čudno in to podcenjevanje je potem postalo še bolj očitno, ko je Luka postal igralec tedna. Zdaj že spet za prejšnji teden, zadnji teden. In mislim, da bo postal igralec tedna tudi ta teden, vsaj če odigra še eno dobro tekmo. Sixersi so naslednji, če se ne motim, Marko. Ja, tako je. Proti Sixersom in kako bo taj Bulga zna kar fajn prijet. Sixersi so tudi zdaj zelo dobra ekipa s Hardenom in Dallas se bo mogel res zelo potruditi, če želi zmagati proti Embiidu in Hardenu. Upam, da ne sfaulira pol ekipe ven, ker res nimajo zdaj dosti igralcev na klopi. Videli smo, koliko prostih metov znata oba meta, tudi čez 25-30 skupno, ne, Embiid in Harden. Na drugi strani pa, trije ball handlerji v Dallasu so res neka posebnost v ligi.
Kot je pisal Iztok Franko, se samo še Milwaukee in pa Utah ponašata z 3 igralci, ki znajo tako dobro zadeti in podajati. Tako da s takšnimi Mavericksi bi jaz njim dal več šans za zmagati kot Philadelphia, še posebej zato, ker igra Harden zdaj precej pod svojim nivojem. Po tistih prvih 2-3 tekmah, ko igrajo res fantastično, se zdaj vrnil v nek svoj slump, kot rečejo Američani, in sicer dobro podaja, ampak slabo meče. In spet je večina stvari pripuščena Embiidu, verjetno bo podvajan skoraj celo tekmo in videli bomo, kako lahko taka dejansko majhna postava proti nekemu velikanu, kot je Embiid, deluje. Jaz vsekakor upam, da bo Dallas spet zmagal in če bo Luka tako igral do konca sezone in bo Dallas recimo vsaj 5, če ne celo 4, upam, da bodo tudi novinarji premislili pa ugotovili, da Luka spada v prvo peterko NBA. Te debate se bojo še kresale. Prva peterka lige, All NBA First Team, poleg MVP-ja še najbolj prestižna individualna nagrada, ki preostane, bo še izjemno zanimiva, ampak ko omenjaš Embiida, Sixers, Hardna, naslednjo tekmo, seveda bo to res tista ključna stvar. Namreč zdaj smo videli na tej tekmi proti Netsom, kakšne težave je Dallas imel predvsem v prvem polčasu z Drummondom, ki je imel že v prvi četrtini 10 skokov. Na koncu je končal 17 skoki, Netsi so imeli 45 skokov skupaj, Dallas le 37. Poleg tega so imeli Brooklyn Netsi tudi več proti napadov. Vemo, da Dallas igra počasi v napadu in tudi na račun tega imajo boljšo obrambo, ker poskušajo nasprotniku vsiliti svoj ritem, da namreč tudi nasprotnik igra vedno na postavljeno obrambo, preprečujejo proti napade, sinoči to ni bilo najbolj uspešno, ampak proti tako dominantnemu centru, kot je Embiid, ja, verjetno bo ogromno podvajanja potrebno, ogromno pomoči na njemu in to Dallas dobro počne. Ta podvajanja in obrambne rotacije, ki sledijo podvajanjem, so res to sezono odlične. Tudi taktika pokrivanja se je malce spremenila, predvsem ko govorimo recimo za Pavla ali Kleberja, visokega igralca, ki bolj agresivno višje stoji pri pick and rollu, ni več tisti izraziti drop coverage, ker se je Porzingis pomaknil nazaj in varal obroč. Res pa je, da jim manjka zdaj nek ta rim protektor, nekdo, ki bi lahko varoval obroč, nek visok, močen, dominantni obrambni center, ki lahko pick and roll v napadu igra. Znal bi mogoče Bobby dobiti tudi kakšne minute proti Embiidu, ponavadi jih, in mislim, da bi lahko tukaj bil tudi on koristen, ampak vemo, kjer so Bobbyjeve pomanjkljivosti in da ni sposoben igrati velike minutaže, visoke minutaže. Tako da je to bolj tista emergency rešitev. Še ena zanimiva stvar bo pa seveda ta novi dvoboj dveh potencialnih MVP-jev, Embiida, ki skupaj z Jokićem velja za prvega favorita, in na drugi strani Luko, ki ga to sezono podcenjujejo iz razlogov, o katerih smo že dosti govorili v prejšnjih podcastih, ampak se tudi to malo spreminja. Vidim, da tudi v medijih nekateri počasi začenjajo govoriti, ravno omenjati dejstvo, da ne razumejo, zakaj se o Luki ne govori kot o legitimnem, resnem MVP kandidatu, če primerjamo seveda njegovo statistiko in uspeh moštva v primerjavi z temi glavnimi MVP kandidati. In Luka zdaj dosega na sezono 28,2 točki, 9,3 skoke, 8,6 podaj, skoraj 46% met iz igre že ima, preko 34 za 3, zdaj vemo, da je bil na začetku težave, ampak zdaj v zadnjem času z tekmami, kjer redno meče preko 40%, ta procent trojk vztrajno viša. In ko gledamo to statistiko, ko gledamo uspeh ekipe z Luko, ko gledamo lestvico nenazadnje, ki pri teh zadevah največ šteje, ima Dallas sedaj eno zmago manj od Milwaukeeja, eno zmago več od Filadelfije, eno zmago več od Denverja, pa 4 zmage manj od Golden State Warriorsov. Zdaj, Steph ni več ta resen MVP kandidat, ki je bil na začetku sezone, je imel potem 2 res slaba meseca.
dosega manj točk, manj skokov, seveda manj podaje od Luke ob slabšem procentu meta iz igre in ne ravno dosti boljšem za 3. Tako da ga Luka prekaša praktično v vseh teh osnovnih in naprednih statističnih kategorijah. Tukaj mislim, da ni nobenega dvoma, ampak ostala moštva, ki sem jih omenil, njihove glavne zvezdnike, ki so resni MVP kandidati, Marko, jaz ne razumem, zakaj ni tukaj zraven tudi Luka kot povsem enakopraven. Čeprav, če sem čisto iskren, dam Jokiću pa Embiidu rahlo prednost na tej točki. Ampak res minimalno, Marko. Ne vem, ti mogoče drugače misliš? Moram reči, da je verjetno tudi Janis v tem trenutku pred Luko ali pa vsaj izenačen z njim. Sem omenil tudi Bakse, ja, ampak nisem omenil Janisa potem poimensko. Res je, Marko. Zdaj tisti, ki glasujejo za MVP, zelo radi gledajo tudi, kako visoko je ekipa. V tem trenutku je Dallas na 5. mestu, kar je glede na prejšnja leta zelo slabo za Lukata, da verjetno ne bi končal niti top 3, če bi pri temu tako ostalo. Ampak glede na to, da so v številu zmag in porazov zelo blizu z vsemi ekipami, kjer igrajo MVP kandidati, ne vidim razloga, zakaj bi točno to 5. mesto pomenilo nek velik handicap za Lukata. Velja omeniti, da imajo enako število zmag in porazov kot Utah Jazz na 4. mestu, v bistvu si delijo zdaj 4. mesto zaradi medsebojnega skora, ima zdaj Utah prednost, ampak že na naslednji tekmi jih lahko prehitijo. Zdaj se borijo za to prednost domačega parketa, do katere jih loči ena zmaga. In meni je zanimivo, kako lahko v bistvu slab začetek, kot ga je imel Luka, pa niti ni bil tako zelo slab, kot ga nekateri želijo prikazati, kako lahko pokvari percepcijo ljudi, ki glasujejo za MVP in ljudi, ki se pogovarjajo o MVP-ju. Dosti bolj recimo, kot če bi bil Luka poškodovan 2 meseca in bi potem prišel nazaj, tam ne vem, decembra recimo, in takoj začel igrati na takšnem nivoju, kot je zdaj. Mislim, da bi Američani Lukata v tem primeru imeli dosti bolj v čislih in ga upoštevali pri lestvici MVP kandidatov, kot se zdaj dogaja, ko imaš vedno v mislih tisti slab začetek, pa Luka brez kondicije. Večina igralcev je bila izredno vesela, če bi imela takšno statistiko, kot je imel Luka, ko je bil kao debel pa počasen. Ja, ne, takega fat-shaminga, kot ga je bil Luka deležen zdaj to sezono, mislim, da še nikoli ni bil noben igralec, tudi Harden v najslabših letih, ne. Vsaj toliko časa in tako dolgo se ni nikoli govorilo o pripravljenosti enega igralca, ki je na tekmo dosegal, in v tem smo ravno zadnji z Blažem Bentila, 25-8-8, 25 pik, 8 skokov, 8 podaj dosegel in je bil totalno slab, totalno iz forme in ne vem kaj še vse. Dobra ekipa bi z igralcem, ki dosega tako statistiko, brez problema zmagovala. Dallas Mavericksi so pa seveda odvisni od MVP Dončića, in če Luka igra na MVP nivoju, potem se Dallas lahko bori za prednost domačega parketa. To sem pa rekel že pred sezono, ko smo debatirali o tem, kakšen je njihov domet. Če Luka igra kot MVP, so lahko top 4, morda celo top 3 ekipa. Tako sem mislil pred sezono in tako mislim še vedno, in to tudi zdaj se več kot nazorno potrjuje. Namreč, kar Luka počne z Dallas Mavericksi, je povsem vredno enake hvale in enakih nagrad posledično kot to, kar počne Embiid z Sixersi ali Giannis z Bucksi ali pa Jokić z Nuggetsi. Mislim, da je v tem trenutku Jokić MVP. Če bi bilo danes sezone konec, bi zanj glasoval, bi dal Embiida na 2. mesto in potem Luko na 3. mesto. Ampak mislim, da je Luka tudi dovolj blizu tema dvema, da če ta dva odigrata nekaj slabše, pa Luka nekaj boljše, zaključek sezone, in si Dallas zagotovi prednost domačega parketa, je 4., morda 3., kar bo zelo težko doseči, ampak če so 4., potem si Luka na koncu zasluži MVP glasove. Ne bom jezen, če ne bo MVP, bom pa zelo jezen in bom tudi bentil, če ne bo dobil nobenih glasov. To pa si vsekakor zasluži in tudi mislim, da potem prvo peterko, ki smo jo omenjala, o kateri bomo pa, Marko, nedvomno še glasovali, ampak bi te pa na hitro vsem vprašal, kdo bi bila tvoja prva peterka, če bi danes glasoval? Če bi prav danes. Če bi bilo danes konec sezone. Če bi danes konec in če ne upoštevamo, da se je Curry ravno včeraj poškodoval in verjetno ne bo igral kar nekaj tekem. Lahko to upoštevaš,
upaš, lahko pa tudi ne, pravim, če bi bilo danes konec sezone, ampak glede na ta podatek, seveda, ko bomo dejansko po koncu sezone govorili zopet o tem, si bo Curry težko zagotovil prvo peterko ali pa v MVP glasovanju se uvrstil pred Luko. Ampak tvoja peterka, če bi bilo danes konec sezone. Ja, moja prva peterka, glede na to, da ne morem Embida pa Jokića dati v prvo peterko, zato ker sta oba centra, bom rekel Luka Morant kot garda, potem pa forwardi DeRozan in Giannis in center Jokić. Ja, jaz bi recimo tukaj mal zgoljufal in bi dal Embida in Jokića in Giannisa skupaj kot tiste 3 frontcourt igralce, potem pa še Luko in Džaja kot tista 2 backcourt igralca, branilca. Sicer Jokić in Embiid veliko večino časa igrata kot tista centra, ampak mislim, da lahko pri Jokiću malo zgoljufamo in mislim, da bi bila to tudi peterka, ki jo potem nobena druga kombinacija igralcev v ligi ne premaga. Pa samo za konec vseh teh argumentov, kontraargumentov, debat o prvi peterki, MVP-ju in podobno, v katero so zdaj tudi midva malo zagrizla, bi jaz kot argument za Luko podal ravno to, da verjetno o njem največ pove to, kako nasprotniki proti njem igrajo v obrambi. In glede na to, da je, kot sem že omenil, najbolj podvajani igralec lige in kako se je, ko si ti omenil, Kevin Durant pritoževal nad temi double teami podvajanji, tudi na tiskovni konferenci po tekmi, ne samo med tekmo, se šalil s Kidom. Na drugi strani imamo pa Luko, ki taki double teame vrhunsko rešuje, pa ne samo to, razveseli se jih celo, ko vidi, da ga bodo podvajali, ker ve, da bo to pripeljalo do lažjega koša za svoje igralce. In do sedaj je bil pogosto problem, da Mavericksi teh situacij 4-3, ko so Luko podvajali, niso najbolje reševali. Zdaj pa, in o tem sva seveda že dovolj govorila, z Brunsonom in Dinwiddiem, 2 playmakerjema poleg Luke, to rešujejo precej bolje in zato se Luka ponavadi double teamov tudi razveseli. Najbolj podvajani igralec lige pa po mojem more biti tudi top 3 MVP kandidat. Matej, mislim, da sva bila dovolj izčrpna, še posebej zato, ker gre samo za eno tekmo in potem morava vedno govoriti tudi o MVP-ju, o NBA-ju, ampak kaj čemo proti koncu sezone gre in vedno več bomo o takšnih stvareh govorili. Poslušalci bi rad samo še zapustil z mojo napovedjo za tekmo proti Filadelfiji, na kateri upam, da bojo taktično utrujali Embida v obrambi, ga čim več dajali v pick and roll, da ga čim bolj utrudijo in mislim, da bo tako Dallas zmagal. Bomo pa potem videli in se tudi upam slišali po tekmi. Ja, Marko, tudi po tisti tekmi mislim, da bomo kakšen podcast ta vikend snemali, zagotovo kakšen Space, Sportinfo.si na Twitterju, na YouTubeu, na vseh platformah. Lahko bi s tabo zdaj, se veš, še zelo dolgo časa debatiral, ampak mislim, da lahko zaključujem na tej točki, pa nam bo ostalo materijala še več kot dovolj, kot si rekel, te MVP in all NBA debate so zdaj na koncu rednega dela zelo aktualne, ampak na koncu vedno štejejo največ samo tiste zmage, pa ne samo zdaj v rednem delu, ampak predvsem potem v play-offu in za play-off bomo pa pred tekmami Space snemali tudi kakšen stream v živo po tekmi ali pred tekmo na YouTubeu. Tako da, če se še niste, bom še enkrat zatežil in vas zaprosil, če se lahko naročite in nam s tem pomagate. Bi še kaj dodal, Marko, rekel si, da se veseli že te tekme. V zadnjem času res ne manjka dobrih pestrih tekem, tudi neci bojo zelo zanimivi še za spremljati do konca sezone ta, kot so zadnjič z Blažem tudi ugotavljala, največja uganka sezone. Vidimo, česa so sposobni z Kyriem Durantom, pa še odličnim Dragićem, pa če Šimonske v obrambi doda, ampak to so vse tako velike uganke, da zdaj ne bom sploh odprl te teme, ampak bo tudi to ena stvar, o kateri bomo še debatirali. Ne? Seveda, še posebej veseli dejstvo, da so dejansko vsi igralci zdravi, vsi najboljši in Luka zdaj res igra proti najboljšim igralcem, proti Tatumu, proti Durantu, potem proti Embiidu. In na takšnih tekmah se potem tudi odloča o MVP-ju in seveda vsi upamo, da bo vsakega MVP kandidata premagal tako kot Duranta in Tatuma.
No, Tatum ni glavni MVP kandidat, ampak ker je bil pred njim na lestvici, veš, kaj hočeš reči. Vem, Marko, vem, kaj hočeš reči in o tem bova še veliko govorila. Lepo se mej, lep pozdrav še enkrat v Celje in se kmalu zopet slišva. Ja, upam na čim prej. Hvala za to možnost, da sva lahko spet posnela podcast in se slišimo. Adijo. Čau.